33. kolo prve lige Telekom Slovenije je prineslo zadnji prvenstveni derbi Ljubljanske kotline. Drugouvrščeni Domžalčani so se v Stožice odpravili s točko prednosti pred Olimpijo. Trener Simon Rožman je v primerjavi s tekmo proti Kopru opravil dve zamenjavi v udarni enajsterici. Po odsluženi kazni je Roka Elznarja zamenjal Zeni Husmani, v napadu pa je namesto Petra Franjiča začel Elvis Bratanović, ki je v udarni enajsterici zaigral prvič po operaciji slepiča. Sosedski derbi so pred okoli 2000 gledalci sredine igrišča začeli domačini, ki so tudi prvi nevarneje streljali proti vratom tekmeca. Do priložnosti je prišlo v četrti minuti, ko je Dino Štiglec takole poslal predložek v kazenski prostor, Firer je odbil do Klinarja, ta je močno sprožil, toda za las previsoko. Odgovor Domžalčanov minuto pozneje, Majer za Bratanovića, ta je v sredini iskal Majerja, na pravem mestu pa Rok Vodišek. 15. minuta, predložek Štigleca, strel z glavo Leona Benka in vodstvo Olimpije 1:0. Domžalčani so hitro odgovorili in sicer v 17. minuti. Jure Balkovec je poslal predložek, žoga je na drugi strani prišla do Repasa, znova podajal kazenski prostor, Bratanović pa ni najbolje zaključil. 24. minuta, lepa akcija Domžalčanov, Firer do Majerja, ta v globino za Elvisa Bratanovića, ki je sam prišel pred domača vrata in rutinirano premagal vratarja Vodiška za izenačenje na 1:1. Četrti gol Bratanovića v letošnji sezoni, drugi v prvi ligi Telekom Slovenije. 28. minuta, predložek Majerja, Firer je podaljšal, tam je iz bližine streljal Bratanović, v zadnjem trenutku pa je nogo podstavil Miškić. 30. minuta, prosti strel za Balkovca, predložek pred vrata, tam je gol dosegel Miha Blažič, toda stranski sodnik Matej Žunič je označil prepovedan položaj domžalskega branilca. In še prva minuta sodnikovega dodatka prvega polčasa, prosti strel za Olimpijo, pri žogi Danijel Miškić, mojstersko čez živi zid za vodstvo Ljubljančanov ob polčasu z 2:1. Simon Rožman ni bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev, zato kar dve zamenjavi med odmorom. Namesto poškodovanega Matije Široka je vstopil Alvaro Brači, namesto Ivana Firerja pa Petar Franjič. Prva priložnost v drugem polčasu, v 66. minuti, podaja Miškića, z glavo je streljal Bajrić mimo leve vratnice. Sledil je gol out, Domžalčani vsega skupaj niso najbolje odigrali, Husmani je takole odbil do Kirmata, z prve do Boatenga, ki je v igro vstopil le minuto prej in igralec Olimpije je preigral vratarja Milića ter popeljal domače v vodstvo s 3:1. Domžalčani so do konca tekme pritiskali, imeli so nekaj priložnosti, v 69. minuti Majer za Balkovca, pred Bratanovićem pa je žogo pokril Vodišek. 75. minuta, predložek Majerja, odbita žoga do Husmanija, močan strel, na koncu le še en kot za rumene. Tudi tega je izvajal Majer. Pred vrati je poizkušal Vetrih, na koncu pa so se Ljubljančani ubranili. 79. minuta, pri žogi Petar Franjič, takole je sprožil z levico, Vodišek je odbil v kot. 82. minuta, Brači za Majerja, ta je našel Ožbolta, ki je vstopil v 75. minuti, strel napadalca in znova odbita žoga v kot. In še 84. minuta, predložek Klinarja, strela Benka z glavo mimo gola Milića in ostalo je pri zmagi Olimpije s 3:1. Žal, čestitke Olimpiji za zmago, nekako se ni šlo po naših željah, nekako za nas tekma ni šla po smericah, ki smo si jih želeli. Nekako so dve prekinitve odločile današnje srečanje, ampak za nas še vedno bitka je sicer izgubljena, ampak imamo, bom rekel, še kar nekaj tekem do konca, ker upam, da smo predvsem energetsko pobrali, dvignili in že čez 2 dni nas čaka nova tekma, novo dokazovanje. Domžalčani so šele drugič v sezoni doživeli 2 zaporedna poraza. Rezultatsko krivuljo bodo poizkušali ponovno dvigniti že v sredo ob 17. ko se bodo na mestnem stadionu na Ptuju v vlogi domačina pomerili z Gorico. Ta se je zmago proti Rudarju rumenim približala na točko zaostanka.